Papež Frančišek je med jutranjo mašo v kapeli doma svete Marte govoril o izobilju Božje ljubezni do človeka. Bog vedno na široko podarja svojo milost ljudem, ki imajo navado ocenjevati razmere. Razumevanje izobilja Božje ljubezni je vedno sad milosti. Sveti oče je homilijo oprl na odlomek iz Pavlovega pisma Rimljanom, ki govori o Adamu in Jezusu Kristusu. Dejal je, da je Božja ljubezen do človeka obilna. Ta njegova velikodušnost človeku pogosto uide, ker je sam preveč navajen dajanja po koščkih. Zveličanje, ki ga je prinesel Jezus in s katerim je presežen Adamov padec, je pokazatelj tega Božjega dajanja v izobilju. Zveličanje je prijateljstvo med nami in njim. Kako daje Bog prijateljstvo, naše zveličanje? Daje nam, kakor pravi, da nam bo dajal, če bomo opravljali dobra dela, z dobro, potlačeno, potreseno in izvrhano mero. To pa nas spominja na izobilje. Tako kakor oče iz evangelske prilike, ki vse dni opazuje obzorje, da bi zagledal svojega sina, ki se je odločil vrniti se nazaj k njemu. Božje srce ni zaprto, je poudaril papež. Vedno je odprto in ko pridemo kakor tisti sin, nas objame, nas poljubi. Bog pripravi zabavo, je zatrdil. Bog ni nek Bog nesrečnež, da vse. Bog ni nek nepremičen Bog, gleda nas in čaka, da se spreobrnemo. Bog je Bog, ki gre ven, gre, da bi nas iskal, poiskal vsakega od nas. Vsak dan nas išče, kakor je to že storil in kakor je to že povedal v priliki o izgubljeni ovci ali izgubljenem kovancu. Išče, vedno je tako. Papež je nadaljeval, da se v nebesih bolj praznuje ob spreobrnitvi enega grešnika, kot pa zaradi 10, ki ostanejo pravični. Pa vendar z našimi majhnimi in omejenimi kriteriji ni lahko razumeti Božje ljubezni. Razumemo jo lahko samo po milosti. Tako jo je razumela na primer 84-letna redavnica iz papeževe škofije, ki je vedno hodila v bolnišnico in z nasmehom govorila o Božji ljubezni do bolnikov. Prejela je dar, da je lahko razumela to skrivnost, to izobilje Božje ljubezni, ki uide mnogim.